Lepo zdrav sem skupaj, hvala za udeležbo na tej novinarski konferenci. Najprej nekaj besed o proračunu, ki se sprejema danes in o aktih, ki spremljajo ta verjetno fiskalno najpomembnejši akt, ki ga v tekočem letu sprejema vlada oziroma vladna večina. Zdaj, ključni problem tega proračuna je, da je popolnoma nerealen. Polemike o tem, ali je razvojno naravnan ali ni razvojno naravnan, so popolnoma odveč. Razlika med predvidenim proračunskim primanjkljajem vlade in vladnih institucij za naslednje leto in ocenami Evropske komisije, ta razlika je ogromna, znaša 4 odstotne točke bruto domačega proizvoda v denarju, je to skoraj 1,5 milijarde. Se pravi, Evropska komisija za naslednje leto v Sloveniji napoveduje za 1,5 milijarde večji proračunski primanjkljaj, kot pa ga predvidevajo v proračunu, o katerem bodo danes poslanci glasovali. Znotraj te velikanske, treba še to reči, da običajno doslej so se v zvezi z Slovenijo napovedi Evropske komisije, če pogledate recimo 10 let nazaj, še posebej pa čas od leta 2009 naprej, so se tudi napovedi Evropske komisije, kakorkoli so se mogoče zdele pesimistične, običajno potem, ko so bili sprejeti zaključni računi za posamična leta v Sloveniji, izkazale za preoptimistične. Tako da tudi ta proračunski primanjkljaj, ki ga je izračunala Evropska komisija za naslednje leto za Slovenijo, zna biti večji. Zna biti večji, kar je možno razbrati tudi iz nekaterih podtonov, ki so spremljali predstavitev tega izračuna. Zdaj v luči te velikanske razlike in te grožnje po dodatnih milijardah denarja, ki si ga bo morala država izposoditi, je pravzaprav razprava o nepremičninskem davku, ki naj bi v proračun prenesel tam od 180 do 300 milijonov, odvisno od tega, komu verjamete, relativno nepomembna, ker predstavlja to kakšno petino te razlike v izračunu primanjkljaja med slovensko vlado in Evropsko komisijo. Kljub temu seveda pa je ta zakon pomemben, gre za poseg v pravice, ki so v Sloveniji varovane tudi z ustavo. V določenih delih je ta zakon, če bo sprejet takšen, kot je predlagan, po našem mnenju v temelju protiustaven, izpodbijan bo na ustavnem sodišču in naprej to napovemo, ali pa še ponovno napovemo. In ne gre samo za formo, gre tudi za vsebino. Zakon ni samo nepravičen, tudi škodljiv za nacionalno gospodarstvo. Dolgoročne posledice bodo zmanjševanje števila investicij, ker bo pač gospodarstvo dodatno obremenjeno. In zaradi tega bo tudi manj delovnih mest, kar bo na drugi strani povzročilo dodatne pritiske na socialne transfere in na koncu izplen v proračunu v neto znesku seveda ne bo v stotinah milijonov, ampak bo lahko celo negativen. Slovenska demokratska stranka oziroma naša poslanska skupina bo seveda glasovala proti tem aktom. Imamo celo dilemo v zvezi s tem, ali šlo glasovati o zakonu, o tem nepremičninskem zakonu, ker je pač zadeva tako absurdna, da ne vem, smo vseeno pričakovali, da bo vlada tudi zaradi nekega premisleka v zadnjem hipu naredila še kakšen korak nazaj, očitno ne. In bo danes to glasovanje vseeno izvedeno, verjetno ne zadnje, mislim, da lahko pričakujemo tudi veto državnega sveta, gre enostavno za napad na slovensko gospodarstvo, še posebej na obrtništvo, malo in srednje podjetništvo, na kmete, na podeželje in, kot je rekla predsednica Nove Slovenije, na pridnost. Obdavčeni so tisti, ki so varčevali, tisti, ki so
najeli ali pa odplačuje ali pa odplačujemo kredite za nepremičnine, tisti, ki pa so seveda to potrošili za luksus ali za karkoli drugega, pa seveda ne bodo dodatno prizadeti z obdavčitvijo. Seveda nepremičninski davek oziroma določen dajatev, takšno smo imeli tudi doslej, nekaj normalnega, ne, v razvitih ekonomijah, vendar je tukaj treba biti uravnotežen, pravičen pri odmeri in seveda tudi ustaven, se pravi zakonodaja, ki se ukvarja s tem, mora biti v skladu z temeljno družbeno pogodbo oziroma z ustavo. Proračun, če bo danes sprejet, tako kot je predlagan, očitno večinoma bo glede na usodo amandmajev opozicije v obravnavi na delovnih telesih, je prazen dokument, tako nerealnega proračunskega akta v tej državi, pa tudi če štejemo še predhodnico Socialistično republiko Slovenijo, tam od leta 1945 naprej, še nikoli niso sprejeli, ne. Še nikoli se te realne napovedi niso tako teple z tem, kar je predlagano v proračunskih dokumentih, in zadeva je naravno smešna. Zdaj s tem bi rad pokomentiral tudi nekatere nastope strani vlade v zvezi z predstavitvijo proračuna in zaklinjanje o tem, kako ne potrebujemo tuje pomoči, kako tisti, ki kličejo trojko, želijo Sloveniji slabo. Tudi če bi to zadnje držalo, je tisti, ki v Slovenijo vabi trojko, aktualna vlada. Nihče drug nima v rokah škarje in platna, zato da povzroči stanje, kakršno potem zahteva tuje intervencijo v nacionalno ekonomijo oziroma v javne finance. Dejstvo je, da Slovenija že vrsto let, z izjemo nekaj mesecev, konec lanskega pa v začetku letošnjega leta, figurira kot država na meji, se pravi kot država, ki je nekje na tehnici, ali bo zmogla sama ali ne. Dolga zgodba je bilo to, kako in zakaj se te najprej špekulacije, potem pa tudi realna ugibanja vlečejo tako dolgo. Pri nobeni državi se pač niso vlekle tako dolgo, ampak kot že rečeno, tisti, ki lahko po vsebinski plati pripelje do situacije v državi, ko je potrebna tuja intervencija v nacionalne javne finance, je lahko samo vlada in vladna koalicija, ker oni imajo v rokah škarje in platno, s katerimi sprejemajo ali ne sprejemajo potrebne ukrepe, oziroma sprejemajo prave ali neprave ukrepe. Tudi formalno za tuja pomoč, bodi si za reševanje bank, bodi si za intervencijo v celotne javne finance, ne more poklicati opozicija ali še manj kakšna posamična opozicijska stranka. Formalno mora za takšno pomoč zaprositi vlada in je seveda s tem v zvezi tudi vsa odgovornost na njej. Naše stališče pa je, da je mogoče v tem trenutku še vedno čas, da se Slovenija trojke oziroma polni intervenciji slovenske javne finance izogne na ta način, da zaprosi za relativno poceni denar iz mehanizma za reševanje bank. ESM mehanizem je mehanizem, katerega del oziroma članica je tudi Slovenija, ne, plačuje celo proporcionalno oziroma relativno zajeten znesek tja. To ni mednarodni denarni sklad, čeprav smo tudi tam člani. Gre za mehanizem, ki je bil vzpostavljen tudi z našim glasovanjem, tudi zato, da bo pomagal nam, če bomo to pomoč potrebovali. In v tem trenutku je po vsej verjetnosti še vedno na razpolago alternativa med tem, ali Slovenija zaprosi za poceni denar iz mehanizma za reševanje bank,
ker je obrestna mera niti ne dosega 1%, in ker se denar, ki gre za dokapitalizacijo bančnega sistema, ne šteje v skupni javni dolg, kar pomeni, da ne vpliva negativno na bonitetne ocene države. Ali pa, to je pa druga alternativa, se delamo, da zmoremo sami, svež denar dobimo s prodajo obveznic na finančnih trgih in zato plačamo obresti tam med 5 in 7%. Če zračunate razliko v denarju, ko gre za milijarde pri nekaj odstotkih obresti, prijete na koncu do 100 milijonov. Do bistveno večje vsote, o kateri danes cela Slovenija razpravlja in polemizira v zvezi z nepremičninskim davkom. To je enostavno ta dilema. Skratka, Slovenija se mogoče lahko še vedno trojki izogne, če se odloči za reševalni mehanizem, ki ga je Evropska unija oziroma evroobmočje vzpostavilo za reševanje bančnega sektorja v posamičnih državah članicah, kjer so banke na robu bankrota in seveda Slovenija je takšna država članica.